Na poligonu Avtokveder v Lukovici so izpeljali drugo in tretjo preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva v trialu. Najboljši motokrosisti so vozili 10. preizkušnjo sezone za točke svetovnega prvenstva. V Franciji Gajser 4., Pancer v razredu MX2 8. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Člani AMD Lukovica so na poligonu Avtokveder v soboto pripravili drugo preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva v trialu. Razmere za tekmovanje so bile zahtevne, saj sta visoka temperatura in preizkušnja marsikoga pošteno izčrpala. Res težka, naporna, tako da vmes sem že kar malo razmišljal, če bi skoraj nehal, no, tako mi je bilo, res mi je bilo težko. Zahtevno je bilo, kar sem šlo je nekako, v bistvu sem šel kar sproščeno in je nekako ratalo. Organizatorji so se potrudili pri pripravi sekcij, kar ni ostalo neopaženo. Mogli bi organizirati že prejšnji vikend, vendar pa je dež onemogočil prireditev. Zato smo mogli prestaviti. Dela je bilo veliko, kljub temu, da je bilo en teden časa več. Smo veliko delali, onemogočilo nas je vreme, ampak danes je bilo vroče, sončno, tako smo zadovoljni. I'm happy with it. It was a challenge. It was really hard. Sekcije so bile, mislim, da kar zahtevnejše od lanskega leta. Super, dobro pripravljene, sodniki korektni, super, tako da enkratno. This is quite technical with a lot of the rocks and they really improved it this year. Mislim, da smo šli par stopničk više letos. Na najtežjih rdečih sekcijah sta se merila Severin Sajevec in Ali Al-Hiasat. Z nekaterimi dih-jemajočimi skoki in spusti sta navdušila. Zmago pa je odnesel Sajevec. Zadovoljen ravno nisem, zaradi tega, ker preizkušnje nisem uspel končati, zaradi bolečin v kolenu. V bistvu, če ne bi imel naslednje pomembne dirke, bi se potrudil pa je končal, ampak tek se bom pa raje prišparil za naslednjo dirko. Mladi Korošec namreč letos tekmuje v razredu junior v svetovnem prvenstvu v ekstremnem vzdržljivostnem motociklizmu. V modri kategoriji je prijetno presenetil Luka Ožbolt, ki je tekmoval že na prvi preizkušnji v Kočevju, kjer pa je ostal v ozadju. Je dosti bolj sproščeno sem vozil, pa mislim, da je tudi glaven razlog za rezultat v bistvu. Drugo mesto si je privozil Klemen Setnikar, ki je tekmece pohvalil. Tako sem gledal, fante so lepo vozili, tako da spet bom rekel, mi ni pač do konca itak ne veš, kje si, da sem bil kar presenečen, da sem prišel do drugega mesta. No. Ker sem gledal, druge fante so tudi lepo pelali. Na tretji stopnički na zmagovalnem odru pa je ob Ožboltu in Setnikarju stal Karl Mjöln. V rumeni kategoriji je bilo dogajanje na sekcijah pestro in živahno. Za prvo mesto sta se merila Lovro Setnikar in Jernej Žvan. Oba sta vknjižila 19 perfektnih voženj oziroma ničel. A zmagal je Žvan, saj je imel skupno 10 kazenskih točk manj. Danes je bilo precej vroče in je bilo res naporen, je bilo precej težje. Je bilo pa fajn, ker je bilo suho in je bil dober oprijem. Za Žvanom in mladim Lovrom Setnikarjem si je tretje mesto na odru za zmagovalce privozil Jure Jesenovec. V beli kategoriji je bilo prav tako zelo zanimivo in napeto, praktično do zadnjega kroga. Na koncu je na najvišjo zmagovalno stopničko stopil Mirko Mežek, ki je na prvi dirki sezone v Kočevju vozil rumene sekcije. Po pregledu proge sem ugotovil, da je zelo zahtevna in sem se raje odločil, da gremo pač kakšno rundo pa dve v belo. Za njim sta se zvrstila društveni kolega Peter Torkar in nekdanji motokrosist Stane Pančur, ki je pristal na tretjem mestu. V ženski konkurenci je vozila le Ines Pezič-Pregrad, ki je ocenila, da so rumene sekcije zanjo še prevelik izziv. Zato sem v bistvu najprej tekmovalno odpeljala vse bele sekcije, potem ko sem zaključila s tem, sem še opravila še 2 kroga
rumenih sekcij, kjer sem pa recimo nekje 50% uspešna. Med otroci sta se merila Lovro Setnikar in Svit Sajevec. Lovro je bil boljši, vozil je rumeno kategorijo in z nekaterimi potezami demonstriral, kaj zmore. Po mojem zaradi tega, ker sem se tudi zelo pripravljala na ta tekmovanje. A je vseeno naletel na nekaj težav. Mogoče samo zaradi tega, ker sta bile na 4. sekciji dve take skale zelo na blizu, pa se še nisem tako naučil. Tudi Svit, ki je vozil bele sekcije, je pokazal, da ni od muh. Z vztrajnim treningom in nadgrajevanjem znanja obvladovanja motorja je pred njim zagotovo še lepa trial prihodnost. Deseta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Erneju v Franciji. V razredu MXGP Tim Gajser v kvalifikacijah ni nastopil, saj je še z 8 drugimi vozniki ocenil, da je proga po močnem dežju prenevarna za vožnjo. To je pomenilo, da je imel v nedeljo na štartu slabše izhodišče. V prvo vožnjo se je pognal zelo odločno in napadalno, a je v prvem ovinku žal pristal na tleh, ter nato tekmece lovil iz ozadja. Z visokim ritmom dirkanja je iz kroga v krog prehiteval konkurente, vendar zaostanka za najboljšimi ni uspel izničiti. Na koncu je storil še napako in v cilj pripeljal na 5. mestu. Prvi je ciljno črto prečkal Jeremy Zever. Tudi v drugo vožnjo se Gajser ni podal optimalno. Prvo merilno mesto je prevozil na 15. mestu, a se je ekspresno prebil naprej, saj je bil na začetku drugega kroga že 8. Znova je vozil napadalno, težka proga pa je terjala veliko zbranosti in premišljenosti. Gajser je sicer poskušal vse, kar je bilo v njegovi moči, vendar se mu višje od 4. mesta ni uspelo prebiti. Zmagal je Glenn Coldenhoff, dirko pa je dobil Zever. Gajserju v uteho gre dejstvo, da je prednost v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo v razredu MXGP pred Maximom Renaultem povečal na 73 točk. Jan Pancar je v razredu MX2 sodeloval v kvalifikacijah, ki so bile zaradi ogromne količine blata izjemno težke. Čeprav se je na začetku zapletel, pa je na koncu vseeno osvojil zelo solidno 12. mesto. V prvo vožnjo za točke svetovnega prvenstva ni štartal najbolje, saj je bil ob koncu prvega kroga šele 19. A znova je nepopustljivo vztrajal in se boril do zadnjega atoma moči, za kar je bil nagrajen z 11. mestom. Prvi je ciljno črto prve vožnje prepeljal Tom Vial. Tudi drugo vožnjo je Pancar začel podobno kot prvo. Ob koncu prvega kroga je bil na 15. mestu, kar je bilo lepo izhodišče za napad na konkurente pred njim. Vozil je zelo dobro in zbrano, ter v cilj pripeljal na 8. mestu in izenačil svoj najboljši dosežek v posamezni vožnji. Zmago v drugi vožnji si je privozil Thibaut Benisson. Skupno na dirki pa je zmagal Vial. Pancar je na dirki osvojil 8. mesto in izenačil rezultat kariere. V točkovanju za svetovno prvenstvo je na 13. mestu, zbral pa je 132 točk. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tretjo dirko sezone državnega prvenstva so takoj po sobotni preizkušnji že v nedeljo spet pripravili člani AMD Lukovica. Na poligonu Auto Kveder je bilo vnovič zelo vroče. 7 sekcij, od katerih so bile 3 v gozdu, pa so tekmovalci prevozili 4-krat. Tekmovanje je doseglo svoj namen in to se vidi iz razpoloženja tekmovalcev, sami organizatorji pa smo tudi zadovoljni z vsem, kar se je zgodilo na progi. Sem pa zelo zadovoljen s pripravo poligonov in pa ne nazadnje tudi vsi sodniki so se zelo dobro izkazali, tako da organizatorju vse čestitke.
V najtežji kategoriji T1 na rdečih sekcijah je tokrat vozil le Severin Sajevec. Znova je poskrbel za zelo atraktivne in spektakularne skoke ter spuste na najtežjih delih posameznih sekcij. V bistvu sem imel dober feeling, tako da je po številu točk bilo zelo ok za mene. V bistvu pa želel konkurence, mi je žal, da v bistvu Jarja in pa hrvaških konkurentov. Če tudi konkurentov ni imel, pa je potrdil, da je v odlični formi in prvo ime slovenskega triala. V modri kategoriji T2 je o zmagovalcu odločal zadnji krog. Vanj sta se vsak s svojo računico podala Luka Ožbolt in Marino Velušček. Na koncu je odločilo 5 kazenskih točk. Manj jih je zbral Ožbolt. Danes sem vozil majčkeno slabije kakor včeraj, sicer vseeno mi je ratal nekako prelesti do prvega mesta. Sicer smo bili vsi malo utrujeni od včeraj že, pa mislim, da se je tudi tu poznalo. Res je tudi, da sem dokaj nov v panogi trial, se je tu šele moja 3. dirka. In danes sem pa malo bolj sproščeno zadihal in se obrestoval. Vesel sem res, da mi je ratal, sicer danes pa res nisem pričakoval, da mi bo še enkrat, kakor včeraj, da bom zmagal. Na 3. mestu je po naporni preizkušnji, enako kot v soboto, pristal Kyle Milne. Yesterday was really hard. I think they eased it up a little bit on us today, so you could actually get through a section. Because sometimes yesterday I didn't even make it through to the end. I had no chance. So today was a little more fun, not as hot. The forest sections were really nice. Rumena kategorija T3 je prinesla presenečenje, saj je bil mladi Lovro Setnikar tokrat boljši od Jerneja Žvana. Povedal je tudi, zakaj je zmagal. Zaradi tega, ker sem se doma odpočil in vedel, da bo drug dan naporen. Premagal me je, zato ker boljš voz, pa več trenira, ampak jaz sem pa naredil predvsem takih neumnih napak, ki jih ne bi bilo treba. Napake so sestavni del triala in izogniti se jim ni uspel niti Lovro. Zaradi tega sem padel, ker sem bil prepočasen in sem hotel loviti ravnotežje, pa ga nisem imel dovolj. Največ napetosti in negotovosti okrog zmage je bilo v beli kategoriji T4. O zmagovalcu je namreč odločal pravilnik, ki je bil tokrat na strani Petra Torkarja. Da je pa se to zgodilo, da so me dali na prvo mesto, pa je bilo to izključno samo, kdor prvi pride predati rezultate, tisti je namreč prvi, če imata doseženo enako število točk. Zmagovalec je bil tudi zelo iskren. Včerajšnja prva izkušnja me je pripeljala do današnje bolj tekoče vožnje, pa da so pa z Mirkom Meškom enostavno osvojila enako število točk, pa je bilo kar presenečenje. Na zmagovalnem odru sta Mežek in Torkar v primerjavi s sobotno preizkušnjo le zamenjala mesti. Na 3. pa je bil znova Stane Pančur. V ženski konkurenci je tokrat hrvaška predstavnica Martina Cvitković premagala Ines Pezić-Pregrad. Razlika med tekmicama, ki sta vozili bele sekcije, je bila samo 2 točki. Možda sam imala malo sreće naspram Ines, ja malo manje točkov i više 0. Moram priznati, da malce pozna utrujenost od včeraj, tako da danes sem ustrelila ene par kozlov, zato me je tudi Martina prehitela čisto zasluženo. Zmagovalka je podala tudi primerjavo z dirko v Kočevju, na kateri je Maja pošteno zaostala za Ines. Nekako mi je danas bilo jednostavnije za vozit, više sekcija mi je sjelo za razliku od prošlog natjecanja u Kočevju. Med otroci je največ pokazal Lovro Setnikar, ki je premočno slavil zmago pred Svitom Sajevcem. Slednji je lahko ponosen na 8 ničel. Setnikar pa jih je vknjižil kar 15. V nedeljo 12. junija bodo člani AMD Ptuj v Slovenji vasi v AMZS centru kartinga in motošporta organizirali drugo preizkušnjo sezone državnega prvenstva v kartingu.
Prav tako v nedeljo 12. junija bodo na sloviti radizelski progi vozili zadnjo kvalifikacijsko dirko Evropskega prvenstva v motokrosu jugozahodne cone v razredih EMX 65 in EMX 85.